Danes smo se tukaj dobili z Miranom na kavi, da nam odgovori na par vprašanj, ki so jih postavile naše uporabnice. Če pogledam po nicknamih, so v bistvu bile same predstavnice nežnejšega spola, postavljale so pa zelo različna zanimiva vprašanja. Tako da, Miran, jaz predlagam, da začnemo s vprašanji. Prvo vprašanje, že takoj provokativno, zakaj ti je tega treba, vse te poškodbe, stres, naporne, ta stara leta? Zdaj, verjetno bi bilo fajn definirati, katera leta so stara. To so tista stara, ko se res počutiš star. Jaz sem daleč od tega. Zdaj, poškodbe so pa lahko fizične, ki niso zaenkrat čisto nič nevarne. Hujše so pa tiste psihične, ki jih mogoče marsikdo ne vidi, pa nobenega ne vpraša za to. Tako da v bistvu jaz sem kar zadovoljen, ker ostajam pri teh zadevah. Ampak vse je sestavni del tega športa in če imaš to rad, če to delaš z veseljem, ne egoistično, če s tem živi družina, brez pritiskov, da te družina podpira, da recimo konec koncev mi hodimo družinsko na dirke, kar je po Evropi, in to je tak, lahko rečem, družinski turizem. Že v tem smislu potem ni nič težkega in jaz še daleč od tega, da mislim, da sem star. Zdaj, eno podvprašanje. Si kdaj razmišljal, da bi šla cela tvoja družina na dirko in te spremljala poleg? Ne. Mislim razmišljal. Konec koncev mi smo lansko leto bili po Evropi na 17 dirkah skupaj. Martin, ki še ni bil star 1 leto, in moja Pika, mi smo pač potovali in dirkali in tako naprej, vsi smo se fajn imeli. Da bi šla pa na tako dirko, kot je Dakar ali pa svetovni pokal, to pa ne, zato ker tam rabi pa tekmovalec izključno koncentracijo, osredotočenje samo na dirko in zgolj na dirko in komunikacija laufa običajno samo med mehanikom in tekmovalcem. Hvala. Enkrat ste že delali reklamo za Multlok, to je mehanska zaščita menjalnika, kjer menjalnik zaklene izključen. Uporabnico zanima, če so ti kakšnega šenkali in ali je to res uporabna zadeva? Sigurno je uporabna. Moj prijatelj je pač to prodajal, ne vem, če še iz Zagreba, sicer je po rodu Žid, ampak tega nisem dobil nobenega za darilo ali karkoli že, ampak sem naredil to čisto prostovoljno, ker sem čutil, da je to dobro ljudem povedati, da mogoče moja beseda ima malo večjo težo kot nekoga drugega in zakaj ne bi ljudje dobili dober material v roko, če to lahko naredim. Še vprašanje iste uporabnice. Iščeš koga mogoče, ki bi šel s teboj na teren drugo leto 2014? Vsakdo je dobrodošel. Če ima kakšno vsebino, če zna pomagati, če zna nekako pomagati pri funkcioniranju ekipe, je vsak dobrodošel, samo stvar pogojev je in seveda dogovor je vedno možen. Za vrhunske športnike velja, da so glede sledenja svojim sanjam precej egoistični, kar pač naša uporabnica reče, da ni narobe. Ampak, ko imaš družino, pridejo v ospredje druge prioritete, oziroma naj bi. Torej, smrti ne moreš napovedati, da jo pa zavestno izzivaš, je pa posebna odločitev, predvsem tedaj, ko imaš družino. Uporabnica bi te vprašala, kako na to gledate, ali je to pogum ali je preprosto nepremišljenost. No, verjetno ta uporabnica ni nikoli prebrala tudi kakšnega mojega intervjuja, ki se tega tiče, daleč od tega, da bi kdo, vsaj za sebe lahko govorim, izzival nesrečo. Prej obratno, tukaj se človek navadi nestrpnosti, nepotrpežljivosti, da čakaš pravega trenutka in takrat, ko je ta prav trenutek, daš gas do konca. Smrti ne bo noben ušel, ne jaz, ne tista uporabnica, ki je to napisala. Za družino je pa tako, da v bistvu mi s tem živimo in mi imamo to radi, vsi. Če bi kdaj začutil minimalno mnenje, da družina, da pač to ni to, kar bi pač družina želela od mene, da je to, kar delam, nekako siljenja družine v eno smer, bi sigurno se usedali in rekli bob in rešili situacijo, kot je to treba v družini rešiti. Sicer pa jaz in tudi, se pravim, dokler moja družina to podpira in živimo s tem, ne vidim nič hujšega v tem smislu, kot če hodim vsak dan v službo, ker sem pač vojaška oseba in jutri sem lahko v Afganistanu, pojutrišnjem sem lahko na Kosovu, v Čadu ali kjerkoli že, takrat se verjetno noben ne bo vprašal,
vprašal, ali je to odgovorno ali ne, ampak služim domovini in če služiš domovini, je treba tudi riskirati s tem, da mogoče včasih gre za življenje ali pa smrt in jaz verjamem, da tudi družini dovolj dobro služim, da sem lahko vzoren oče. Praktično ni človeka, ki ne bi poznal strahu. Česa se bojite? Spoštujem nevarnosti, ki so na teh dirkah, spoštujem tudi nevarnosti, ki so vsakodnevno na cesti. Bojim se samo tega mogoče, da bi se enkrat znašel v situaciji, ko bi bil nemočen, ko ne bi znal rešiti ene situacije, ko bi en problem ostal nerešen, tisti, ki se zdi meni mogoče zelo vitalnega pomena in tega me je mogoče včasih strah, ampak zaenkrat vse gre v pravo smer. Kaj ste želeli doseči s tem, ko ste na Facebooku takoj po poškodbi objavili fotografijo svoje poškodovane noge, glede na to, da ni čisto vse za na splet, je še dodala uporabnica? No, vse spoštovane do te uporabnice, ker pač sem tudi zadovoljen, da spremlja tisto, kar smo mi objavljali. Mislim, da je prav, da ljudem, ki spremljajo to dirko ali pa to vrstna dirkanja, pokažemo, da ni vse lepo, da tisti posnetki z helikopterja, kjer se ne vidi, kako tekmovalec trpi, kako se lahko tudi poškoduje, da ni to samo to Dakar, ampak da ima ta Dakar tudi še več plati, ne samo dve, ampak jih ima več, da tukaj gre tudi za nesreče, za težke situacije in treba vedeti, da vsi tisti, ki se odločajo, ne bodo samo mogoče malo bolj spoštovani ali pa prepoznavni v družbi, ampak so izpostavljeni tudi takim zadevam, kot sem jih jaz doživljal, ne samo zdaj, ampak tudi v predhodnem času in verjamem, da je to prav, da ljudi soočimo z realnostjo, ne samo s tistimi reklamnimi odevami, ki kažejo samo lepe stvari. Hvala za to odgovor. Uporabnico Elaine pa še zanima, kakšen je vaš proračun za eno udeležbo na Dakarju, recimo za letošnje leto, ki je potekalo v Južni Ameriki? Glede na to, da sem zelo skromen na nivoju, kjer dirkam, glede na to, da moji sotekmovalci v prvi jakostni skupini imajo tudi po 10-krat večji budžet, kot ga imam sam, sem leto zapravil, še ni čisto dokončno, ker še čakam račune iz KTM, iz tovarne za rezervne dele in tako naprej, okrog 70 000 evrov, s tem, da sem motor že imel in rezervni agregat tudi. Če bi pa prištel zraven še motor, ki stane 36 000 evrov in en agregat, ki stane 8 000 evrov, pa si lahko vsak zračuna, koliko je to nekaj čez 100 000 evrov, kar pa seveda za slovenske razmere prav gotovo je vse prej kot malo. Še eno malo bolj tako zanimivo vprašanje z športnega vidika. Raje nastopate zdaj v Južni Ameriki oziroma v Afriki? No, jaz sem pristaš Dakarja, ki je dobil ime po Afriki in še zmeraj lahko rečem, da je super dirkati v Južni Ameriki, kjer je ogromno število navijačev in tako naprej, dvigujejo ta pomp, dvigujejo motivacijo tekmovalcev, če vemo, da je 5 milijonov ljudi ob trasi in tako naprej. Vendar jaz mislim, da tisti pravi duh dirke Dakar je v Afriki in tam dirkati tudi lahko po čistem brezpotju, po puščavi, kjer misliš, da ni nobenega življenja, tam je zadeva malo bolj prvobitna in tam se jaz bistveno bolj počutim kot pa na dirkanju tukaj, ker tukaj gre že skoraj na meji za cestno-hitrostne dirke, bolj kot pa rally raid, kot pravimo tem dirkam. Tukaj sem tudi zasledil, da ste izpostavili, letos je bilo bistveno manj tega medsebojne pomoči. Izpostavili ste, da mogoče, mislim, da ravno zaradi tega, ker pač dirka v Južni Ameriki poteka bliže ljudem, vsi se zavedajo, tekmovalci podzavestno, da če jim oni ne bojo pomagali, da bo mogoče kdo drug priskočil na pomoč, tega v Sahari, v Afriki ni. Ja, ta duh je ostal malo tam tudi na osnovi tega, da je prišlo precej novih tekmovalcev, ki teh afriških izkušenj nima in so prišli na čist nov način dirkanja, ki je nam mogoče celo malo tuj. In ti tekmovalci se ne zavedajo, kaj Dakar v osnovi pomeni. Kje je dakarski duh, kako se je ta duh razvijal. Nam, starejšim ali pa izkušenejšim voznikom je zadeva zelo jasna, mlajšim tekmovalcem pa to ni in jemljajo včasih to kot cestno-hitrostne dirke oziroma dirke brez navigacije, dirke, kjer ni posebnih nevarnosti, vendar se tega ne zavedajo, da jutri lahko pa tega so tekmovalca, ki ga je danes mogoče izrinil iz proge, nujno krvavo življenjsko rabijo, tega pa mogoče pozabljajo. O čem običajno premišljujete takoj zatem, ko se vam pripeti nesreča?
Ja, ko se zgodi nezgoda, prav gotovo razmišljaš v tistih delčkih sekunde, kje se boš ustavil in kakšen bo zaključek. Kaj boš vmes pobral z rebri ali pa mogoče z telesi, delom telesa, ki ni zaščiten z ščitniki, in kako se bo zadeva končala. Ta čas, te delčki sekunde trajajo praktično zelo dolgo. Zelo veliko časa moraš razmišljati, in meni se je do zdaj zadeva še vedno srečno končala. Jasno je, tako naslednji trenutek, ko ugotoviš, da si cel, zdrav, živ, pa seveda razmišljaš o tem, a bo motor še sposoben za nadaljevanje dirkanja ali ne, in potem seveda te zadeve kombiniraš in razmišljaš še o veliko drugih stvari. Ali se vam je že kdaj pripetila takšna nesreča, da ste si dejali, če se tokrat izvlečem, zaključim s tem športom in se lotim česa drugega, šaha recimo? No, v šahu nisem prav dober, čeprav ga znam igrati. Je pa res, da sem doživel že različne vrste nesreč, da bi se nekako zarekel temu, da zdaj pa ne bom več, če se iz tega dobro izvlečem. To se mi še ni zgodilo, zato tudi če dirkam, nadaljujem naprej, ker za vsako nesrečo imam svojo razlago, oziroma je realna razlaga, se ve, zakaj se je zgodila nesreča. To ni prišel satelit ali pa meteor iz lufta pa me zadev. Mi vemo, zakaj se je zgodila in seveda poskušam naslednjič tega ne storiti. Običajno gre za človeško napako. Tehnična je bila mogoče samo enkrat ali pa dvakrat, da sem res zaradi tega padel, sicer pa gre za napako, ki sem jo storil sam ali pa ki je bila storjena mogoče drugače, z druge strani, ampak običajno vemo, zakaj gre. Kakšno je pa vaše vsakdanje življenje v krogu družine? Kako poteka to? Večina ljudi misli, da me nič ni doma, da v bistvu družinsko življenje sploh ni moje področje, da sam potujem, dirkam, hodim v službo in se drugje zabavam ali pa treniram, ampak to je daleč od resnice. Jaz sem zelo, zelo normalen družinski oče, zelo rad tudi kuham, grem na tržnico, nabavljamo skupaj družinsko kakšne ribe in tako naprej, zelenjavo, in se čez vikend posvečamo temu, da se družimo tudi okrog teh dogodkov, govorimo o kulinariki, povabimo prijatelje, in tako da zelo rad živim prav v rojstnem kraju, kjer verjamem, sem se odločil, da ostanem še naprej do konca mojega življenja, kjer sem se rodil in živim na dvorišču, kjer živijo tudi moji starši in tako naprej, seveda z mojo družino, in jaz se imam super in čisto normalno življenje živim doma v okviru tudi svoje družine in pa tudi okrog sosedov, ker imam krasno okolje sosedov in tako naprej, tako da v bistvu sem čisto navaden, normalen človek in nič ne manjka. In še zadnje vprašanje, ki je v bistvu najbolj provokativno. Kako je, če že 15-tič poskušaš nekaj, za kar je očitno, da temu nisi dorasel? Ja, ne vem, ta uporabnica, ki je to napisala, je verjetno imela kakšno stvar v mislih, vendar jaz teh izkušenj, da bi se lotil stvari, ki je nisem dorasel, nimam. Jaz teh izkušenj nimam in tudi ne morem govoriti o občutkih. Mogoče je boljše, da vpraša nekoga, mogoče kakšnega alpskega smučarja, ki že vrsto let tekmuje, pa ni prišel v prvih 30 ali pa kakšnega drugega športnika, ampak vsak ima pravico do tega. In mogoče tudi jaz niti, naprimer, gospoda Miha Zbinška ne obtožujem, ker je že tokrat kandidiral za župana v Ljubljani, pa so mu vsi govorili, da pač ni sposoben, ni dorasel, pa še kar proba. In seveda vsak ima treba dati kapo dol in mu reči, daj probaj še. Tudi otroci ne bi shodili, če ne bi 100-krat probal po vseh 4 hoditi, pa potem se na noge postaviti. In čeprav človek ne bi poskušal dvigati svojih prvih nog, bi verjetno tudi ta uporabnica še vedno živela v eni jazbini in bi pač hodila po vseh 4. Hvala za to. Kaj bi še sporočil našim uporabnicam in tudi uporabnikom, ki je kar nekaj? Ja, seveda, zaželil bi jim vse najlepše, pa sporočilo moje pa to, da če se že gremo elektronsko komuniciranje, naj se držimo enega bontona, poskušamo kljub temu, da se nas ne vidi z obrazom, imenom, biti še vedno ljudje in se teh načel nekako držati. Najlepša ti hvala za prijazne odgovore in se še vidimo. Hvala lepa. Hvala, živjo.